imeli najprej zakon protikorupcijski, po katerem noben državni funkcionar ali pa njegovi ožji družinski člani niso smeli na noben način poslovati za državo ali njenimi podjetji, potem pa se je to spremenilo in vi ste bili v bistvu eden od predlagateljev za spremembe. Zakaj? Glejte, pokazalo se je ob sprejemu takratnega zakona protikorupcijskega, rečem po domače, da naprimer občinski svetniki občin ne morejo upravljati niti nalog predsednikov raznih društev, ne morejo upravljati za občino nobenega dela, ki so ga prej vse skozi upravljali, naprimer zimsko vzdrževanje cest do doline iz gorskih predelov, iz gorskih kmetij. Zaradi tega smo v sodelovanju z vsemi takratnimi poslanskimi skupinami ugotovili, da je treba zakon spremeniti. In zaradi tega smo predlagali, kar se tiče tega dela javnih naročil, smo predlagali rešitev, da se pa posameznim funkcionarjem dovoli sodelovanje z državo oziroma javljanje na posamezne razpise ob predpogoju, da takšno poslovanje odobri protikorupcijska komisija. Glede na to pa, da je po spominu, mislim, da tudi protikorupcijska komisija rekla, da vseh teh množica, teh vlog ne bi bila sposobna obdelati in je bila takrat na odboru, na ustreznem matičnem odboru sprejeta odločitev, tudi zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da se mora vsak funkcionar izločiti iz postopka, kadar se obravnava njegova vloga. Pri tem seveda zagotovo niso bili mišljeni takšni postopki, kot je bil v tem primeru. In moje osebno mišljenje je, da govori čista politična etika, da nek funkcionar, ki je na državnem nivoju, minister ali poslanec, seveda lahko za svoje podjetje, če je solastnik, zaprosi za subvencijo ali kakršnokoli drugo pomoč, se lahko javi na razpis, vendar ne more biti več niti minister, niti poslanec. Mora se izločiti, ne v postopku, mora se izločiti iz funkcije in upravlja pač svojo vlogo v svojem podjetju naprej. Ampak te etike, kot smo videli, nekateri pač ne premorejo, se vam mogoče se to zdi smiselno, da bi jih v to prisilili državne funkcionarje z zakonom, ki bi se moral spremeniti? Ja, očitno je pri nas treba vse stvari normirati, čeprav smo, jaz trdim, prenormirana družba že in cela Evropa je prenormirana, to nas že opozarjajo mnogi, tudi iz tujine, pa ne samo nas, tudi druge države, ampak če je očitno treba vsako stvar normirati, vsako stvar zapisati, tudi etično ravnanje, potem bo očitno potrebno tudi malenkost spremeniti ta zakon. Vam je kaj žal, da ste takrat šli v to spremembo? Ne, seveda ne, ker je ogromno število občinskih svetnikov še naprej neumorno dela v raznih društvih po vaseh in mestih in trgih in je njihov doprinos k razvoju naše države torej ogromno. Posamezni primeri, ki se dogajajo, žal prehudi, pa ne morejo omajati vsega tega pozitivnega dela. Se pravi, da bi zakon spremenili v nekem smislu tako, da bi bilo tako kot prvotna oblika tega zakona z izjemami, ki bi bile te kulturno društvo in to. Kako bi se to dalo narediti? Ja, nekaj v tem smislu. Ali zakon nazaj vrniti v tisto, kar je bil naš predlog, pomeni ob soglasju protikorupcijske komisije, ali na kak drug način, ki ga bo treba najti, seveda. O tem se ne da hitro odločiti, to so včasih tudi zahtevna pravna vprašanja. Pa boste mogoče vi kot stranka dali kakšen predlog, da se to spremeni? No, jaz mislim, da je cel državni zbor pa le zavezan k temu, da pripravi zdaj, ali bomo mi tisti prvi podpisani ali ne, to je v tem trenutku težko reči. Ok, hvala. Prosim. Tole še če lahko.